do znanja v kmetijstvu sem pač, ko bi rekel, podedoval po starših. Volja je, veselje do dela je, ni problem zjutraj vstati pa iti delat. Jaz sem bil na vrsti za položnice plačevati. Krave, to je žival, to je navajeno nekega rituala, ima svoj timing, to ve tudi verjetno vsak lastnik nekega psa. Mislim, da se večina novogradenj odločijo za robota. Razbremenjen si tiste molže vsak dan. Če ne napišeš v aplikacijo, ti tudi aplikacija nekega podatka vrniti ne more. Pač otroku veselja ne smeš vzeti, če hoče pomagati, ne. Naravi moraš dati, da ti da narava nazaj. Neka zgodba o napredku, o zgodbi o uspehu pa govorimo takrat, ko se to povrne, ko je poplačano. Ja, zato se reče družinska kmetija, da si delo nekako razdelimo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi našega podcasta Obrazi podeželja, kjer odkrivamo zgodbe ljudi, ki s svojim delom, predanostjo in ljubeznijo do zemlje ohranjajo utrip slovenskega podeželja. Danes se odpravljamo v Florjan pri Šoštanju, v kraj, kjer se tradicija sreča z moderno tehnologijo. Z mano je Matej Stropnik, gospodar kmetije Stropnik, ki svojo družino vodi sodobno mlečno kmetijo z roboti za molžo, ampak hkrati ohranja toploto, toplino in vrednote, ki so jih na tej zemlji vzgajali že njegovi starši. Matej, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Daj mi najprej povej, mlečna kmetija, je to pravilen izraz, a se tako reče? Verjetno. Mislim, načeloma kmetija, ki se ukvarja z govedorejo, proizvodnja mleka. Mlečna kmetija, recimo. Meni se sliši tako zelo, jaz moram reči, da imam rad vse mlečne stvari in če bi meni rekel, lahko greš na mlečno kmetijo, jaz že točno vem, jaz bi rekel, a bo imel kaj sira, a bo imel kaj mleka, a bo imel kaj kefirja. Jaz imam vse te stvari rad. A tu vse delate, a ste specializirani samo za pridelavo mleka? Naredi načeloma mama kako skuto, drugače pa smo samo usmerjeni v proizvodnjo mleka, ki ga oddajamo preko naše zadruge v mlekarno Celeja. Se pravi, skuto naredi mama? Ja, za nas, pa mogoče za kako žlahto še. Mogoče. Če pridem kaj tja. Se reče Florjan pri Šoštanju, kako se? Florjan. Florjan pri Šoštanju. Ja, če pridem kaj v Florjan, malo skute, za proteini, za mišice, pa to vedno prav pride. Daj mi da začeti na začetku. Zdaj ti si kar mlad, jaz bi šel vseeno še malo dlje nazaj, se pravi v letu 1970. Takrat se je vaša družinska zgodba na Florjanu začela. Starši so takrat kupili oziroma se preselili na to kmetijo. Verjetno so ti opisali, kako je bilo takrat, kako se je začelo, zakaj so šli tja. Pravzaprav to so bili stari starši. Tako bi rekel, oma in dedi, tako jim rečemo pri nas, so živeli višje v Florjanu, pravzaprav v istem naselju, ampak malo višje. So na to kmetijo, ki pač ni imela naslednika, prišli leta 1970, na pol so jo mogli kupiti, na pol so jo podedovali. Potem se je pač ta zgodba začela. Kmetija je bila dobesedno v propadu, stare stavbe, star hlev. Potem se je pa počasi začelo. Obnova vsega, moj ded je hodil v službo, v rudnik, oma, kot ji rečemo, je pa ostala doma, skrbela za živino. Potem se je pa ta zgodba nekako začela. Potem je seveda vse skupaj nadaljeval moj oče, po vojski, včasih so še služili vojaški rok, po vojski je ostal doma, pa se je kmetija naprej razvijala. Če se vrnem še malo na dedja, ded je delal v rudniku. Ja. Se pravi, to je v vaših krajih, tam okrog Velenja, je to kar taka lepa tradicija. Ja, večinoma, kot bi rekel, dedjev, očetov je delalo ali v rudniku ali v elektrarni ali pa tovarni usnji. To so bile, tako bi rekel, firme, ki so pač
takrat obstajale v Šoštanju. Ni šlo vse čisto gladko, rekel si, bilo je kar v razsulu, treba je bilo dobesedno skoraj da izničile, narediti, obnavljati vse, potem je bilo pa leta 75 je bil še en požar, kjer je hlev zgorel. Tako, strela je zgorela v pač tist Marov, so rekli. Je vse skupaj zgorelo, sicer ne vem, do katere mere, verjetno do podna, včasih je bilo vse leseno. Potem so pa zgradili novo štalo, nov Marov, ki stoji še danes, vsaj obod. Zamenjala se je še potem streha, še enkrat, pa vse skupaj, pač skozi se je obnavljalo, do zdaj se obnavlja, se veste, kak je z objekti. Nikoli ni konca. Ja, nikoli ni konca, če imaš hišo, kaj šele, če imaš celo kmetijo, pa hlev in vse, kar zraven paše. Zdaj verjetno je to, da je hlev pogorel, da so mogli dobesedno štartati iz nule, na nek način vašo družino utrdili. Kaže to mogoče, ne vem, del družinske tradicije, da ste zaradi tega bolj trmasti, da znate štartati iz ničle, da ne vem, mogoče ta hlev simbolnih takih novih začetkov? Pravzaprav, ne vem, verjetno takrat neka borba je mogla biti, pa neka volja, da se stvari zrihtale. Jaz pač nadaljujem neko tradicijo po svojih močeh. Volja je, veselje do dela je, ni problem zjutraj vstati pa iti delat, pa želja po napredku. Ko zmanjka želja, verjetno nimaš več za kaj delati. Verjetno ne bi vedel, ker želje so še vedno. Greva mogoče naprej, saj verjamem, da potem bo bistveno lažje, ampak mene vseeno ta zgodovina še malo zanima, lažje ti bo potem o sebi govoriti, ampak prej sem ujel, da si rekel, da si z očetom spil kavo, pa da je on ti malo povedal o tistih časih, ko je bil še on mlad, kaj šel v vojsko in potem po vojski je ostal na kmetiji in se 100% posvetil temu delu. Ja, imel je še sicer manjšo žago, ko se je delala rušte, doma so posekali les, znali les prodati. Kasneje, ko so doma, ko se je že moja mama preselila na to našo kmetijo, so se pa potem posvetili samo kravam, tisto žago, ki je bila že sicer zastarela, je prodal. Tisti kozolec smo namenili za druge stvari. Zdaj, če gledam tvoje spomine, do kdaj se spomniš, ker verjetno, zdaj si star 36 let, Ja. se pravi nekje, baje, da pri 5 letih začnemo spomine, potem jih obdržimo do kasneje, ampak kakšni so tvoji spomini na tvojega očeta? Se spomniš že časov, ko je imel še žago, se spomniš potem, ko se je 100% posvetil govedoreji? Žage se še spomnim. Kot majhen otrok, vem, hodili smo takrat v malo šolo, 1. razred, takrat je še bila mala šola. Se še spomnim, sem bil bolan, sem bil doma, sta z mami žagala dol, potem kako leto kasneje sem mogoče že jaz tak velik pa radoveden bil, da sem kak krajc vrgel stran, ko je rezal. Potem se je pa ta zgodba zaključila. Renovirali smo spet sedajšnji star hlev, smo povečali stojišča, ležišča za krave molznice, takrat smo povečali za 8 krav, 18 smo jih že imeli, potem smo še povečali za 8, pa tudi kasneje smo še kar povečevali, dokler ni zmanjkalo placa. Zdaj, če pogledaš nazaj, kakšen zgled je bil oče, verjetno se še zdaj spominjaš, verjetno je od nekdaj bil človek, ki trdo dela, se pravi žaga, govedoreja, ampak vedno pa tudi doma. Kakšen imaš te spomine na njega, kakšen zgled je bil, kaj ti je dal s tem zgledom trdega dela? Bil je, mislim, je še poslovno dober, da iz majhne kmetije narediš nadpovprečno kmetijo, recimo za slovenske razmere. Znali smo si pa, oziroma znal si je in znali smo si pa tudi zmeri čas vzeti, ker je tudi planinski vodnik.
skozi kot od majhnega so nas na nek način tudi vzgajali. V tej smeri smo hodili v hribe skoraj vsako nedeljo, če je bilo vreme, mogoče težje smo si mogoče privoščili dopust za več dni, v hribe smo pa redno hodili. Kot si rekel, oče je bil, še vedno praviš, da dela, se pravi, Pomaga. pomaga. Mogoče ni aktivno vključen v delo v hlevu, to je delo mene in moje mame. Pri nas, kar se jaz spomnim, je za možo skrbela mama, za krave tudi več ali manj. Oče je prevzel strojna dela, ki jih ni bilo malo. Zemljo je bilo treba obdelati, je treba pokositi, je treba zorati, osijati. Delo v hlevu je pa predvsem bila mamina vrlina. Ona je bila glavna. Ja. No, saj stvari se obrnejo, ne, tako kot si rekel, včasih si bil ti tisti, ki si lahko še en krajc stran vrgel, zdaj so pa starejši tisti, ki še malo pomagajo, ampak v glavnem si prevzel ti delo. To je bilo, glavni ta prevzem se je zgodil leta 2017, takrat si uradno prevzel kmetijo kot mladi prevzemnik. Tako, takrat smo naredili prepis kmetije na mene. Šel sem za mladega prevzemnika, to je bil takrat kar super razpis, še zdaj obstaja razpis za mladega prevzemnika pod drugimi pogoji, ker je novo razpisno obdobje. Kakor mi je na ušes, so prinesli še boljše, ne vem, ker jaz nisem več mlad prevzemnik. Dobro, si mlad, ampak prevzel si pa že 8 let nazaj. Dobo, konec. Ja, takrat sem šel za mladega prevzemnika. Takrat je bila tista fiksna vsota 45 jurjev za kmetije nad 6 hektarji primerljivih zemljišč. Primerljivo zemljišče, hektar njive je hektar primerljivih zemljišč, pol hektara 2 hektarja travnika je hektar primerljivih zemljišč, pač imajo tak model. Smo imeli dovolj zemlje, pogoje, vse je bilo tako, pač moglo biti. Pa sem takrat investiral v nov traktor, ker pač smo večinoma imeli zastarelo mehanizacijo, ne. Kakšen je bil občutek, ko si ti to prevzel, veš, a si čutil eno tako odgovornost, to je le leta 2017, se pravi, to je že 47 let ta kmetija tam stoji in zdaj tvoje, zdaj si ti odgovoren za njo, je bilo tako ponos, a si se kaj bal, je bila odgovornost, a si čutil kakšno breme, a si sam rekel, gremo naprej. Bolj ko ne je bilo gremo naprej, pač edino, kar je, jaz sem bil na vrsti za položnice plačevati. Ja, glej. Dobro, ne. Si po poklicu sicer si lesarski tehnik. Tako. Se pravi, si domač z lesom, to mogoče še iz tistih časov, ko je bila žaga, si se vlezel v. Ne vem, jaz vem, da sem že rekel, mislim, da v 4. razredu, da bom jaz pač nekaj delal z lesom, da bom verjetno mizar ali pa pač nekaj v zvezi z lesom, pa tudi to je držalo do takrat, ko sem šel v srednjo šolo. Si pa potem kasneje študiral upravljanje podeželja in krajine. Ja, to je smer v Šentjurju, na šoli, višja šola. Sicer sem naredil vse izpite, za diplomo je pa. A dobro, izpite si naredil, zaumam si se. Pustimo zdaj ti si vmes dokazal, da znaš, potem pa diplomo, pa ne. Ker se mene tiče, ne. Jaz bi ti priznal, če se vse izpite naredil. Boljše službe tako ne bi imel. Se pravi, lesarski tehnik, pa študiral upravljanje podeželja in krajine, naredil vse izpite, nekaj znanja si tukaj le sigurno odnesel. Kako misliš, da ti je vsa ta izobrazba, vsi narejeni izpiti, pomagali pri vodenju kmetije? Predvsem mislim, da sem se več naučil v srednji šoli. Do znanja v kmetijstvu sem pač, ko bi rekel, podedoval po starših. Seveda, nekaj se naučiš na novo, sigurno. Rokovati z živino, to pa mora biti
od doma oziroma od prakse. Kaj te pa pritegnilo, da si vseeno potem doma ostal, nadaljeval družinsko tradicijo, ker si rekel, nekaj bom z lesom delal, pa to, pa zdaj verjetno ne delaš z lesom, mogoče kaj za svoje veselje, kdaj kaj izrazlaš. Pravzaprav še delam, Še? ampak bolj gozdarstvo. Aha, bolj gozdarstvo. Bolj okej. gozdarstvo. Oziroma doma, tudi ko delamo kako novo streho, kaj takega, znam narediti sam oziroma sem že kar nekaj naredil sam. Pa ti zelo prav pride. Ja, pravzaprav zelo, ja. V bistvu si točno vedel, kaj se moraš ti učiti, da ti bo lepo na kmetiji doma prav prišlo. V trenutku, ko si prevzel, se pravi, a to ste se kaj začeli pogovarjati, so se enkrat usedli s tabo pa rekli ti, daj ti tole, ke si ti bil lesarski tehnik, kaj če bi ti vseeno kmetijo prevzel, da ne boš imel svoje delavnice z lesom. A je bilo že ves čas jasno, da boš ti to prevzel in so bile te šole samo zato, da si dobil nekaj dodatnega znanja? Kaj te je prepričalo, da ostaneš doma? A je bilo to že od nekdaj zabeleženo, to je to? Matej bo imel kmetijo in bo vodil naprej. Zabeleženo ravno ni bilo, pač skozi sem bil vključen v delo, doma, čeprav je bil brat tudi. Starša sta se očitno tako odločila. Čeprav, če po pravici povem, nikoli nisem razmišljal, da bi delal kaj drugega. V bistvu si bil rojen za to. Očitno. In glede na to, kako zadeve grejo naprej, izgleda, da si ta prava izbira za voditi kmetijo. Zdaj, če gremo malo v to smer, no, zdaj bolj proti sedanjosti. Leta 2021 si začel pripravljati dokumentacijo za nov hlev, pa potem si bil uspešen na razpisu Ministrstva za pridobitev državnih in evropskih sredstev za naložbe v kmetijstvo gospodarstva. Kako si doživljal ta proces, se pravi, od priprave, od razmišljanja, da rabite nov hlev, do trenutka, ko si dobil zdaj to pomoč države, kako je to izgleda? Zgodba z novim hlevom se je začela, ker doma je bila prostorska stiska, hlev zastarel, krave še privezane. Že skozi se je razmišljalo o tem, takrat je bil v planu star hlev predelati, cena mleka je takrat padla na, mislim, da 23 centov, nekaj takega. Potem se pa pač nista odločila za tisto prenovo. Leta so minevala, kmetijo sem dobil jaz, skozi smo razmišljali o tem, potem sem že jaz mislil star hlev predelati. Ko sem pa začel računati, papirji bi stali isto kot za nov hlev. Ne vem, kam bi vmes krave dal. Pa vse skupaj sem se pač odločil za nov hlev. Pred leti, ko je občina sprejemala OPN, smo že vložili za zidalno zemljišče, tako da tistega smo imeli, potem pa se je začelo pridobivanje papirjev. Tu moram reči, da v naši občini oziroma v naši, recimo, upravni enoti so kar hitri, ažurni, tako da s pridobivanjem papirjev nisem imel nekih težav. To je šlo kar hitro, kar dobro čez, brez nekih zapletov. Eno leto prej, se pravi leta 2021, sem šel na razpis OMD, tam je pač bilo sredstev premalo, sem izvisel na naslednjem razpisu, potem sem pa dobil za novogradnjo hleva. Potem pa smo se mi zadeve lotili, časi so bili, ne bom rekel, se nikoli niso dobri časi za to. Takrat pa posebej ni bilo, material je bil drag, težko je bilo dobiti izvajalca, ampak smo zrihtali. V enem dobrem letu smo pa zadevo speljali tako daleč, da smo pač lahko mi krave tudi v nov hlev preselili. Koliko velik hlev je to? O koliko kravah govorimo? Zgradil sem hlev za 43 krav, toliko je ležišč, 43. To je v zmožnosti naše kmetije,
pač glede na to, koliko imamo zemlje, koliko smo mi sposobni krme pridelati za krave, smo pa zgradili hlev samo za krave molznice, mlada živina je pa še v starem hlevu. Seveda imajo zdaj tam dosti več prostora, ker ni krav, malo smo še predelali, da imajo udobje, kot ga živina mora imeti, da ti potem živina da nekaj nazaj. To se pravi, dajmo reči temu, hotel za krave 5 zvezdic. Ja, 4, ker so še boljše. So še boljši hlevi. Sam ne jim povedati, ne Alisa, ne 50, da one počutile sproščeno, da bojo dobro mleko dajale. Ja. No, potem je prišel pa tudi ta robot, o katerem sem že govoril, to me zanima, no, kaj je s tem robotom, koliko časa je ta robot, kako to zdaj izgleda, robot za molžjo krav. Ker če bi danes enemu mlademu rekel robot, bi si verjetno predstavljal, da je en robotek pa da dela tako. Ja, Verjetno je malo drugače. malo drugače, ne pa toliko daleč stran. Pač sam robot je stvar, to je zdaj na slovenskem trgu oziroma med slovenskimi kmeti postaja že skoraj kot neka stalnica. Mislim, da se je večina novogradenj odločijo za robota. V naši dolini so prvi robot, mislim, da že bili pred 15 leti. Sedaj je pa vedno več kmetij z robotsko molžo. Na podlagi njihovih izkušenj, izkušenj mojih kolegov kmetov, sem se za tak način pol odločil tudi jaz. Razbremenjen si tiste molže vsak dan, prepogibanja pod krave, pa kaka krava manj te bincne. Je pa, stvar je dobra, prihrani čas, dosti je podatkov, ker je pač sistem tako narejen, da vse beleži, mlečnost, gibanje krav, koliko krava prežvekuje, kdaj se recimo poja, take stvari. Da vse podatke o kravah, ki jih prej verjetno z dotikom nisi imel. Ja, pa tudi včasih je bilo treba kaj na koledar pogledati, zdaj pač na telefon. Se pa imaš prek telefona, imaš aplikacijo gor za tega robota? Aplikacija je, ja. Da pogledaš, koliko se že katera krava oziroma samo javi, koliko če je zamudnica, če se že, ne vem, ni šla po most več kot 10 ur, take zadeve. To je zamudnica, se reče. Zamudnica. Zamudnica in potem tudi vidiš po kravah, kako je po aplikaciji, katera je dala več, katera je dala manj. Ja. Vse je na telefonu že danes. Ja. Wow, tukaj je tudi zanimivo, kaj pomeni biti kmet danes in kaj pomenilo biti kmet, ne vem, 40-50 let nazaj, kako je takrat, ne vem, še vaš oče molzul, kaj vse je moral on vedeti in delati, ker zdaj na telefonu ni, se pravi, in koledar in kaj še vse. Tisto je že imela bolj mama čisto. Mama, no. Ampak ja, je bilo treba si vse redno zapisovati. Še zdaj, če ne napišeš v aplikacijo, ti tudi aplikacija nekega podatka vrniti ne more. Je treba določene stvari vpisovati, včas je to mama imela na koledarju, pa na pač tistih obrazcih raznih, pa dosti v glavi. Zdaj imam jaz to srečo, da lahko pogledam na telefon, pa hitro izvem. Pa rečem, ne, starši, joj, mladina, kako smo mi to včasih delali, zdaj imate pa tako enostavno. Ne, mislim, da smo kar vsi srečni, da je zdaj tako je. Koliko časa na dan prihrani, recimo to, da imate zdaj doma robota, da ta robot to naredi, da vse to spremlja. Recimo, vseeno veliko dela je na kmetiji v vsakem primeru, to pa verjetno se malo olajša vse skupaj. Olajša predvsem časovno v tej smeri, da ni treba vse ob uri. Recimo poleti, ko je košnja, ko je drugo delo, ni treba vsega pustiti, pa iti most, pač ko si konc, greš krave pogledat, zrihtati, kar je treba, opraviti, kar je treba. Prej je pač bilo treba ob tisti uri delo pustiti, iti molža. Čeprav neka doslednost pri kravah še vedno mora biti. Krave
to je žival, to je navajeno nekega rituala, ima svoj timing, to ve tudi verjetno vsak lastnik nekega psa, da ga je treba takrat na sprehod peljati, da se bo takrat pokakal, takrat mu hrano dati. Tako so pa rejne živali tudi. Bolj se držiš ti nekega reda, nekega rituala njihovega, več bojo tudi nazaj dale. Tudi krava ve, kdo je človek, pa kdo je robot. Tako. Kaj pa umetna inteligenca? Je to tudi kaj zraven že? To je zdaj beseda zadnjih 2 let, umetna inteligenca. Tudi tukaj le kaj prav pride, je že vključena v možo. To nisem glih računalničar, ne vem, kaj so oni tja not dali, po domače povedano. Ampak dela. Zadeva dela. Zadeva dela, to je to. Kot si rekel, vseeno je pa treba biti tukaj le še vedno človek. Se pravi, ja, super je, da ena moderna tehnologija pomaga, ampak še vedno pa krava potrebuje ljudi. Tako. In kako tukaj le vidiš mejo? Se pravi, koliko je smiselno vlagati v nove tehnologije, ampak kje pa fajn ostati pri preverjenih pristopih, se pravi, biti še vedno človek, še vedno neka toplina, nek oseben odnos. Še zmeraj se je treba z živini ukvarjati. Kot sem prej rekel, živina ima nek svoj ritual, da jih ti v neki uri, ki so jo navajene, nakrmiš, da greš med živino, da opazuješ živino, če je s kaki kravi kaj narobe, ker vsega ti pa podatki tudi ne povejo. Če kaka krava šepa, jo moraš videti. Noben telefon ne bo napisal, da krava šepa. Krava šepa, ne, to še ne, okej. Mogoče nekoč tudi to, ampak vseeno en tak oseben pristop je fajn imeti. Tudi tukaj le pri tem robotu, je tudi tukaj kaj, je bil tudi ta robot mogoče kaj podprt s strani kakšnih razpisov? Ja, vse je bilo v sklopu gradnje. Mi smo na primer dobili odobrenih 50% sredstev od ocenjenih vrednosti. Tvoja starša sta leta 2007 na razpisu dobila tudi, po razpisu dobila oziroma kupila tudi nov traktor in plug. A bi rekel, da kot družina znate izkoristiti priložnost za razvoj, se pravi, da greste malo, da imate malo tudi sreče, da znate pristopiti tudi do teh razpisov in da delate vse, kar je možno za razvoj vaše kmetije? Ja, pač po naših zmožnosti. Mi smo, bi rekel, nadpovprečna slovenska kmetija, ampak za recimo kmetijo, kjer si plačujejo kmečko zavarovanje, kjer živijo od primarne dejavnosti, smo pa recimo, da povprečna, če ne mogoče majhna kmetija za slovenske razmere. Za izkoriščanje sredstev takrat sta bila mama pa oče uspešna na razpis za posodobitev dejavnosti, nekaj takega se je reklo. To je bil za nas prvi razpis, takrat so se šele pravzaprav razpisi dobro začeli. Kako pomembno se ti zdi za sodelovanje vseh teh 3 generacij, se pravi od tvojih staršev do tvojih otrok, da nekako vsi skupaj primete kdaj, koliko je to pomembno za eno tako kmetijo? Ja, zato se reče družinska kmetija, da si delo nekako razdelimo. Čeprav zdaj žena moja ima predvsem dela z otroki, ker imamo 3 majhne otroke, še majhne. Mama ima še 1 leto do pokoja, do penzije. Oče pa je že v penziji, ampak tudi on opravlja še svoj del na kmetiji. Predvsem, ko je treba kaj pospraviti, da je okoli hiše urejeno, okoli hleva, pa tudi na traktor se še usede, čeprav ga ne matramo več toliko. Se tudi verjetno mama ne bo rekla čez 1 let, joj, Matej, je penzija, hvala lepa, jaz ne gre več. Prijeten bo še vedno. Verjetno, da. Ko je to tvoje življenje, se mi zdi, da nekako v tem uživaš, pa da ti je to dokaj naravno in da hočeš to še naprej delati. Si rekel, da imaš 3 otroke? 3, ja. Koliko so stari?
6, 5 pa 3, 2 poba, pa najmlajša je pa punčka. 6, 5 pa 3, pop, punčka. Bine to ni bitka. Bine Toni Betka, wow. Ja. Pravzaprav je to, ne vem, očitno, ne vem, usoda, ali je to del tradicije, ker smo že mi isto bili, 2 brata pa najmlajša sestra. Aha, sprav to imate kar v krvi nekako tako, Očitno. očitno. Kako pa misliš, da gre naprej? Še 2 fantka pa ne boš probal? Ne, mislim, da je dovolj. 3, 6, 5, super. Ok, najstarejši je? Bine. Bine je star 6 let. 6 let, ja. Verjetno Bine že malo pomaga doma okrog hiše. Pa imata oba veselje. Ne vem, če ne srednji Toni bolj. Aha, Pač otroku veselja ne smeš vzeti. Če hoče pomagati, naj, a ne. naj pomagajo, Luk. Naj se umaže, Super. če se hoče. Kaj najraje dela? Najraje seveda sedita z ramene na traktorju. Ja, normalno. Traktorju. Rada gre tako, krmimo, da porinemo kravam, krmo jasli, mogoče kaj pomedeta, samokolnici pelata, seno. Kako jih boš vzgojil? A misliš, da jih boš pustil, da se sami odločijo, a jih boš majčkeno peljal, ker nekdo bo moral naprej voziti kmetijo? Mislim, da otroke je treba nekako vzgojiti, popeljati, če hočeš, da bojo nekoč del tega. Če bi jim pustili cel dan televizijo gledati, verjetno ne bi našli veselja do dela tam. Ja, na kmetiji ne, mogoče bi hotel delati na televiziji. Mogoče bo kdo enkrat na vašem stolu. Opoče, zakaj pa ne? Je pa verjetno tako, da včasih je bilo drugače biti oče kot zdaj, ne. Zdaj je verjetno drugačen odnos, ko je bil tvoj oče mlad, verjetno takrat v tistih časih, ne, so bili očeti tisti, ki so delali, služba, mama se je pa bolj z otroci ukvarjala. Ja. Koliko imam jaz spomina, smo sedaj dosti bolj zaščitniški do otrok. Vedno jih imamo na očeh, kje si, kam si šel, kaj delaš. Mislim, da nas so pustili, ko je bila ura za kosilo. Gremo. Ne vem. Zdaj smo bolj zaščitniški v glavnem do otrok. Vseeno se mi zdi, na kmetiji pa na vasi še vseeno malo lažje človek otroke ven spusti, kot recimo v mestu. Ja, posebej pri nas. Mi imamo to srečo, da je kmetija na samem, ni neke prometne ceste mimo nas. Sosede se peljajo, mogoče kak kolega. Vsi vejo, da se lahko tam otroci igrajo, se peljajo počasi. Tako da prostora imajo pri nas na srečo dovolj. Imajo ta privilegij v življenju, bom rekel. To že vidim, da bojo dobre žurke, ko bojo ta mali malo starejši, bojo lepo pripeljali vse sošolce, lepo spali bojo lepo na seniku, senik je še vedno. Ja, senik pri nas je še. Je še, super, evo, tam gor bojo spali, mleka bo dovolj, sir bo, to bo super. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost, recimo, kam bi šel rad, a bi rad povečal čredo, mogoče zgradil še en hlev, zdaj recimo za mlado živino si rekel, da je hlev že v redu, pa da je dovolj prostora, ampak če bi se hotel širiti, bi bilo verjetno treba tudi tukajle malo povečati. Ja, pač, kot sem rekel prej, želje so. Najprej seveda je treba to investicijo poplačati, da zadeva res dobro zlaufa, steče. Potem pa mislim, da bom že razmišljal o še kaki posodobitvi. Če bi moral recimo par trenutkov izpostaviti v svojem času, ko delaš na kmetiji, ali od leta 2017, ko si prevzel, ali pa mogoče še dlje nazaj, kaj so recimo tisti trenutki, ki so ti najbolj v ponos, da si najbolj ponosen, največ zadovoljstva, da so ti dali? Ja, ko
ko se pokaže nek uspeh, ko vidiš, da ne vem, se povečuje proizvodnja, da daš več mleka, da ne vem, tudi na vsaki kmetiji, mislim, da to veselje, ko pride nek nov stroj, vsak se tega veseli. Dost kmetij je živih, ne vem, samo še zaradi ljubezni do strojev, do veselja z delo stroji. Vsaka neka novost prinese neko novo veselje, da greš rad na delo. Ne vem, že ko je normalno leto, da ni nekih neurij, nekih toče, nekih izpadov, že to da človeku neko veselje. S tem si se tudi srečal, ker si rekel, vreme je zelo pomembno. Lahko, če je dobro leto, to so stvari, na katere nimaš vpliva. Recimo, enkrat je bil nek vetrolom, ki je kar veliko lesa polomil. Ravno med gradnjo smo imeli, to je bilo leta 23, mogoče 14 dni pred poplavami, smo imeli v naši občini, naša občina je bila najbolj prizadeta, ker ogromen vetrolom. Na moji kmetiji, na primer, je podrlo na 11 hektarjih gozda 700 kubikov lesa. Največji problem je, da je bil tak les, ki ga veter zlomi, dosti manj vreden. Če bi jaz to posekal, še stoječ les, bi verjetno iztržil najmanj 60-70% več. Srečo sem imel, da mi je dosti prijateljev takoj preskočilo na pomoč, tistim posebej, ki v gozdu še zdaj skupaj delamo, da smo takoj rešili, kar je bilo najbolj nujno, ker so bila drevesa zmetana na cesto, na travnike, na njive, da smo vsaj tisto rešili, potem iz gozda smo pa že tekom leta spravili ven v glavnem vse. Lahko bi rekel, da ste kmetje res z naravo zelo tesno povezani. Kaj bi rekel, da je en tak vaš odnos? Kako bi ga opisal? Je to spoštovanje, je to sodelovanje? Kako bi opisal nek svoj odnos z naravo? Ne vem, naravi moraš dati, da ti da narava nazaj. Vemo, to smo se vsi v osnovni šoli učili, dokler niso praljudje pogruntali gnojenje, so bili ljudje nomadi. Zemljo so izčrpali, so se preselili drugam. Zdaj, ko smo se mi naučili gnojiti, zemlji vrniti, smo lahko generacije živimo na istem mestu. Enako je z gozdom, treba mu je dati, da ti gozd vrne nazaj. Kaj bi ljudem rekel, se pravi, in takim mladim, ki razmišljajo, da bi mogoče prevzeli družinsko kmetijo, ali pa nekateri, ki se odločajo v mestu, jaz bi šel pa na podeželje, pa bi nekaj svojega začel. Kaj bi takim ljudem svetoval, recimo, na kaj se morajo navaditi, na kaj se morajo pripraviti, kaj vse prinese to, da prevzameš kmetijo, da greš v to? Verjetno tisti, ki bojo prevzeli kmetijo, so na kmetiji že. Tako da Ste že vsega navajeni? Navajeni, ali pa vsaj približno vejo, kaj jih čaka. Tisti, ko se pa preselijo na vas, ne vem, treba je včasih tudi kaj potrpeti. Ko je sezona, je vse sorte. Vse sorte. Matej, tvoji starši so bili uspešni tudi že enkrat na razpisu za nov traktor, za nov plug. Kako je zdaj s temi razpisi? Koliko pomembni so za mlade kmete in kmetovanje? Koliko pomembno je to, da država in Evropska unija podpirata kmete? Ne vem, takrat, ko smo mi šli na razpis za ta traktor in plug, so se razpisi recimo začeli. Takrat se je to šele začelo. Potreba po mehanizaciji je bila, odločili smo se, takrat smo bili uspešni, na srečo, še zdaj je tam mehanizacija pri hiši. Pa nasploh za razpise lahko povem, včasih kmet ali mlad kmet, bilo kak kmet, okleva, a se bi
lotil nečesa, ali Zelo se ne bi, potem pa greš na razpis, po neki sreči si na razpisu uspešen, potem te pa rahlo prisili v to, da greš v neko investicijo, nabavo mehanizacije, objekta, opreme, karkoli, potem pa to probaš nekako izpeljati. To je, ne vem, neka zgodba o napredku, o zgodbi o uspehu pa govorimo takrat, ko se to povrne, ko je poplačano. Se pravi, bi priporočal ljudem, da če se odločijo, a bi šel na razpis, a ne bi šel, pa pejte. Za poskusiti je najprej, seveda, najprej si je za preračunati, potem pa za poskusiti. Matej, eno vprašanje, ki ga bom postavil vsem, tudi tebi, zakaj lepo biti kmet? Ne vem, zjutraj vstaneš, se ti v službo ne mudi. Čeprav še zmeraj se držimo večina kmetov, jaz se tudi držim nekega rituala, vstanem, vem, pred 6, ob 6 se lotim dela. Ko, ne vem, uspe pridelek, ko gre vse tako kot more, ko se poveča proizvodnja, ti je v veselje, ko vidiš otroke, ko jih zanima, ko imajo mogoče nekaj, kar drugi otroci nimajo, pa posebej, ne vem, meni je v veselje v našem koncu Slovenije ta povezava med nami kmeti, pri nas se kmeti dobro razumemo, si pomagamo, vsak nima vse mehanizacije, ne vem, ko je spravilo koruze, prva košnja, ko si pomagamo med seboj, ko se delo zaključi, ko si vzamemo čas, se pogovorimo, si upamo pojamrati, si upamo pohvaliti, kujemo prijateljstva, to je nekaj najlepšega. Matej, lahko rečem samo hvala, ker si z nami delil to lepo zgodbo družine, ki že več kot pol stoletja piše poglavja o življenju na podeželju. Tako da jaz ti želim veliko uspeha, čim manj močnega vetra, ubogljive krave, da bi pride, da bi dale čim več mleka. Mi pa se kmalu spet gledamo v podcastu Obrazi podeželja, kjer bomo spoznali nove, zanimive ljudi, slišali nove navdihujoče zgodbe, ob katerih boste rekli, lej, ponosen sem, da sem kmet, ali boste pa rekli tako kot jaz, ej, res je kul biti kmet. Jaz bi bil tudi. Se gledamo.